Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pred nami je drugi polčas v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. V 10. krogu domače Posavje gosti gostujočo zasedbo iz Šmarij pri Jelšah. Po prvem delu domače moštvo vodi z 2-0. V 4. minuti je prvi zadetek na tekmi dosegel Bogolin, v 32. je na 2-0 po podaji iz kota zadetek dosegel Macur, pri gostih pa je prišlo do 3 zamenjav. Iz igre številko 10 Čakš, sedaj tudi že 5. rumeni karton v taboru gostov na današnjem obračunu, tokrat ga je prijel Tim Travnikar. Zamenjal ga je Miha Korošec, številko 14, potem pa je iz igre odšel še igralec številko. Iz igre odšel tudi igralec številko 7. Prosti strel bo sedaj za domače izvedel številko 16 Žur, tokrat na mestu Nejc Travnikar. Travnikar je iskal Koreza. Najvišji v skoku Klarič. Gajšek. Pri žogi But. Še vedno But proti Kramariču. Kramarič v samostojni akciji. Kramarič vrača do Turnška, Turnšek strelja. Iz igre pri gostih po prvem polčasu odšel tudi številko 8 Jančič. Na njegov položaj se je preselil številko 6 But. Prav tako je iz igre odšel številko 19 Uršič, namesto katerega pa je v igro vstopil Kramarič. Fišer s podajo iz kota na prvo vratnico se je odkril številko 20 Čater. Prosti strel v tem primeru za gostujočo zasedbo. Izvajalec številko 18 Turnšek. Turšek strelom na vrata je poizkusil Turnšek brez nevarnosti v tem primeru za Ašiča. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus gostov v počasnem posnetku brez nevarnosti za domačega vratarja. Dovolj hiter Gajšek, žogo vrača proti Nejcu Travnikarju, ta je storil napako pri žogi Žur, še vedno Žur. Gajšek, kar nekaj nerodnih situacij oziroma nerodnih posredovanj v taboru Šmarij v tej situaciji. Tim Travnikar je spodajal prostor, iskal Kramariča, ki je v igro vstopil na mesto Uršiča. Strel z velike razdalje, znova brez nevarnosti za Ašiča.
včerajšnjem terminu je bilo odigranih 5 dvobojev v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Zreče Dobrovce 1-3. Nogometaši iz Dravskega Polja so tako prišli do svoje prve zmage v letošnji sezoni in do 6. točke, s katero so se pomaknili pred Posavje. Vsaj zaenkrat seveda imajo to tekmo več, v primeru pa, da danes domači premagajo Šmarje, kar so na dobri poti, je treba reči, bojo Dobrovce oziroma bodo domači nogometaši znova na 12. mestu, Dobrovce na 13. Zavrč Dravinja 1-1, morda nekoliko presenetljiv rezultat, a nogometaši Dravinje nekako ne morejo v zadnjih krogih se izviti iz te krize, v katero so zapadli in zaradi katere so seveda tudi izgubili stik z najvišjimi položaji. Podvinci so visoko 4-0 na svojem terenu ugnali prevaljski Korotan. Tudi tukaj smo morda pričakovali nekoliko bolj zanimiv obračun, medtem poizkus Bogolina. Žoga je zgrešila cilj, ostaja 2-0 za domače moštvo. Še enkrat več, vse skupaj lahko vidimo v počasnem posnetku, lepo so znova v fazi napada vse skupaj odigrali pri Posavju. Klarič mirno vrača proti Lokarju. Dravograd pa še drugič zapored ni uspel zmagati, remizirali so na domačem igrišču proti Vidmu z 2-2. Zagotovo razočarajoč podatek za koroško zasedbo, a treba je vedeti, da so na tem obračunu do 72. minute zaostajali z 0-2, na to pa vendarle na nek način uspeli priti do točke, bi lahko rekli. Zadetek izenačenja na 2-2 v 88. minuti dosegel Peter Kogelnik, ki je letos tudi najboljši strelec v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod z 12 zadetki. Bistrica pa je ugnala šampion s 3-1 in tako nadaljuje svoj pohod proti končnemu prvemu mestu. Za najbližjim zasledovalcem Dravogradom imajo že kar 8 točk naskoka. Cirkulane, ki so trenutno na 3. mestu, pa danes igrajo v istem terminu, kot se odvija tale naš dvoboj na gostovanju v Šmartnem trenutno, oziroma rezultat po prvem delu pa je bil 0-0. Zagotovo bodo Haložani želeli priti do zmage, s katero bi se premaknili na 2. mesto in se Bistrici približali na 7 točk. Obležal je Tim Travnikar. Športno je žogo domačim v tem primeru vrnil Kramarič. Najvišji skok Čater. Fišer, izgubil je žogo Fišer, vendar je nekoliko srečen na koncu do njej Gajšek. Znova v posesti Fišer, ta vrača proti Butu. Kores, še vedno Kores. Kores je v napadu iskal Korošca. Lepo Klarič sijajno prostor proti Drnovšku. Ta pa je nekoliko nespretno odreagiral v tej situaciji. Kramarič je krenil proti napad. Še vedno Kramarič v preigravanju. Out za goste, dobro v obrambi Lokar. Turnšek v bloku Bajc, drugi udarec iz kota za Šmarje, izvajalec Turnšek. Turnšek na kratko proti Timu Travnikarju, izbil je Pirc,
V protinapad je krenil Žur, v napad se že vključuje Bogolin. Podajo prostor Žura proti Bogolinu, pravočasno izvrat Nejc Travnikar. Pirc znova proti Žuru. Nesporazum v tem primeru v taboru domačih med Žurom ter Drnovškom. Lepo Peklar. Še vedno pri žogi Peklar, zapravil je posest Peklar. Korošec. Korošec je našel Kramariča. Kramarič pravočasno v obrambi Bajc. Prekršek je storil številko 7 Fišer, prosti strel za domače. Še enkrat si lahko gledamo prejšnjo situacijo, ko je Kramarič skoraj da prišel do strela, dobro pa se je v obrambo vrnil Bajc. Prosti strel je med tem za domače izvedel Škobrne. Kores. Dobro je Klarič prebral namero gostov. But do žoge Turnšek. Turnšek je zapravil žogo na levi strani, je imel povsem samega Travnikarja, odločil se je za poizkus podaje proti Kramariču. Čvrsto Drnovšek proti Klariču, še vedno Klarič. Klarič strelja brez nevarnosti za Nejca Travnikarja. Znova lahko to situacijo vidimo v počasnem posnetku. Zelo borbeno je Drnovšek priboril posest, postavil Klarič, pa se je odločil za samostojen zaključek in brez preglavic oziroma brez prave nevarnosti za vratarja Travnikarja. Napaka sedaj v domači obrambi. Korošec je sprožil brez pravega dela Ašič. Gajšek, še vedno v posesti Gajšek, podaja na desno stran, kjer je Fišer. Fišer je videl Korošca na mestu Macur. Takrat nekoliko nespretno izbijanje Peklarja. Kramarič, še vedno Kramarič v preigravanju. 11 metrovka v tem primeru za goste. Prekršek so si privoščili v taboru domačih. Udarec je prejel Kramarič. 11 metrovka za domače. Še enkrat več smo vse skupaj lahko videli v počasnem posnetku. V 59. minuti pa imajo Šmarje priložnost, da pridejo do znižanja na 2-1. Izvajalec najstrožje kazni pa številko 5 Gajšek. Gajšek strelja 2-1, 2-1, znižanje rezultata. Gostje so prišli do svojega prvega zadetka na obračunu. Še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Sijajno je Gajšek izvedel to najstrožjo kazen, neobranljivo desni vratarjev kot četrta zamenjava pri gostih iz igre številko 18, Turnšek, v igro pa je prišel številko 4, Jure Drofenik. To je zagotovo gol, ki bo dal gostom krila. Travnikar je krenil po levi strani. Še vedno Travnikar, dobro Klarič.
Še vedno Klarič. Out za goste izvajalec Travnikar, ki je dobro videl Kramariča. Pirc je bil dovolj pozoren. Na desni strani Drnovšek. Drnovšek lepo proti Bogolinu. Prekršek nad gostujočim vratarjem je storil napadalec Bogolin. Še enkrat vse skupaj lahko vidimo v počasnem posnetku. Obetavna akcija Posavja, pravočasno pa izvrat Nejc Travnikar. Domači bodo morali sedaj biti zelo pozorni in morda znova začeti igrati tako kot v prvem polčasu. Menjava pri ekipi Posavja, iz igre prihaja igralec številko 7. Pri domačih pa iz igre številko 7 Peklar. V igro pa prihaja številko 5 Gregor Kmetič. Gregor Kmetič. Prosti strel bo za domače izvedel številko 3 Lokar. Lokar proti Bogolinu. Gajšek, Gajšek proti Fišerju. Fišer in Škobrne v dvoboju, uspešnejši Škobrne, prednost pušča glavni sodnik. Poda na levo stran, kjer je Kmetič, lepo Kmetič. Out bo pripadal domači zasedbi. No, out za domače. Znova izvajalec Kmetič. Kmetič je iskal Bogolina na mestu Gabršek. Kot rečeno, najboljši strelec v tej sezoni tretje slovenske nogometne lige Vzhod zaenkrat z 12 zadetki nogometaš Dravograda Peter Kogelnik, z 8 sledita Murat Bajra iz Bistrice ter Žan Ramšak, nogometaš Dravinje. 7 jih je dosegel Nejc Bračko, prav tako nogometaš Bistrice, po 6 pa sta jih dodala Planšek iz Vidma in Elvino Podbrežnik, nogometaš Dobrovc. Do te tekme je bilo odigranih 68 obračunov, videli smo 31 zmag domačinov in 21 zmag gostov ter 16 neodločenih rezultatov. Doseženih je bilo 230 zadetkov, 132 proti 98 je gol razlika trenutno v prid domačih ekip. Po tem podatku, oziroma to je nekje 3,4 gola na tekmo. Kores vrača Travnikarju. Znova posesti Kores. But, dobro But. But proti Fišerju, še vedno Fišer, igra z roko gostujočega nogometaša. Potem je na tleh obležal domač nogometaš Klarič. Še enkrat lahko vidimo prejšnjo situacijo, igro z roko Fišerja. Bomo videli, ali bo lahko Klarič nadaljeval s tem dvobojem.
Zamenjava v taboru domačih. Klarič mora z igrišča, kot vse kaže, zaradi poškodbe, v igro pa prihaja številko 18 Matej Škoda. Prekršek je storil Tim Travnikar. Prosti strel za domače. V tem primeru v žogi dva nogometaša Posavja, seveda številko 16 Žur in številko 19 Drnovšek. Izvajalec številko 16 Žur. Žur strelja, nevaren poizkus domačega nogometaša. Znova opozorilo za tekma, med tem se že lahko nadaljuje. Do tega kroga je bilo dosojenih, oziroma s to današnjo je bilo dosojenih 28 11 metrov. Slabo je gol-out izvedel Nejc Travnikar, dobro pa se je ob Drnovšku znašel Tim Travnikar. Tim Travnikar proti še vedno v preigravanju. Travnikar iz avta iskal je Drofenika, vmešal se Drnovšek, še vedno Drnovšek, napako je storil Drnovšek, strelja. Številko 14 je poizkusil Korošec, žoga je zgrešila cilj, ostaja 2-1 za domače, še enkrat lahko vse skupaj vidimo po časnem posnetku. Napako Drnovška, Korošec pa na koncu tudi ni najbolje zaključil. Kores spodaja na desno stran, kjer je Fišer. Dovolj hiter je bil Fišer, a kljub vsemu ni uspel žoge zadržati v igrišču. Gol-out za domači, izvajalec bo številko 4 Macur. V prepovedanem položaju se je znašel Bogolin, prednost pušča glavni sodnik, Travnikar, Nejc Travnikar proti Timu Travnikarju, tekma se nadaljuje. V skoku najvišji Macur, Kores, še vedno Kores, nekoliko so padli domači nogometaši v tej drugi polovici drugega polčasa, pri žogi Gajšek. But s predložkom pred vrata, kjer je bil Korošec, a slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Znova lahko celotno situacijo vidimo v počasnem posnetku in prepovedan položaj Korošca. Že pred podajo se je znašel v slednjem. Drofenik vrača Gabršku.
oziroma Čaterju. Do žoge je prišel Škoda, medtem pri domačih. Prosti strel je hitro za goste izvedel Drofenik. Videl, kako se je v napad vključil Fišer. Veliko težav oziroma prekršek je storil Fišer v tem primeru nad domačim vratarjem. Vse skupaj lahko še enkrat vidimo po počasnem posnetku. Fišer je nekoliko nespretno v tem primeru padel na vratarja Ašiča. Out bo pripadel domačim. V tej sezoni smo zaenkrat že videli tudi 6 avtogolov, pokazanih je bilo 348 rumenih in 17 rdečih kartonov. Na tekmah se je zbralo skupno seveda do tega obračuna 6858 gledalcev, kar je 100 v povprečju na obračun. Največ zaporednih zmag pa je vknjižila Bistrica, kar 5, in so kot edini še zaenkrat tudi neporaženi. Največ zaporednih porazov pa so doživele Zreče 5, največ tekem brez zmage pa so vknjižile Dobrovce, ki do tega 10. kroga dejansko niso zabeležile vseh 3 točk oziroma niso uspele zmagati. Najvišjo zmago pa v tej sezoni zaenkrat sta vknjižili Bistrica, ki je 6-0 ugnala Zavrč, ter Dravinja, ki je z istim rezultatom premagala Posavje Krško. Iz klopi je v igro največkrat med vsemi vstopil Rok Ferčič, gre za nogometaša Bistrice 9-krat. Največ navijačev pa se je zbralo na tekmah, prav tako na tekmah Bistrice 1610, na to sledijo Cirkulane 1140, na tekmah Zavrča 1375, na obračunih Prevalskega Korotana 1162 in Vidma 1110. Drnovšek spodajal prostor proti Bogolinu, ta pa je storil prekršek v tem primeru nad gostujočim branilcem. Še enkrat več bomo lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Bogolin je bil nekoliko prepozen in s prekrškom zaustavil Čaterja. Najvišji skok Kmetič. Fišer spodajal na desno stran, kjer je Gajšek igro z roko zahtevajo Tabor Šmarja in glavni sodnik se je na koncu odločil, da je žoga v roko v tem primeru zadela domačega nogometaša in to bo še druga 11-metrovka za goste. Še enkrat več si lahko vse pogledamo po počasnem posnetku. Predložek Gajška in ja, tukaj je žoga v roko zadela domačega nogometaša in znova 11-metrovka za Šmarje, tokrat v 74. minuti. Izvajalec še enkrat več, oziroma tokrat bo izvajalec številko 4 Drofenik. Drofenik strelja 2-2. Šmarje so prišle do izenačenja in 15 minut pred koncem se vse začenja znova. Gajšek spodaja proti Korošcu.
Kmetič pri žogi, Kmetič s predložkom izbija Gabršek, na to še Tim Travnikar. Drofenik ni uspel sprejeti te žoge. Out bo pripadel Posavju, izvajalec številko 18 Škoda. Golaut za vratarja Nejca Travnikarja. Številko 5 Kmetič je želel nastreljati Tima Travnikarja, s tem priboriti kot svoje ekipi. Dovolj pozoren je bil branilec gostov, najvišji v skoku Kmetič. Do žoge pa Kramarič, prekršek Škode. Prosti strel za goste bo sedaj izvedel številko 17 Kores. Kores z dobro podajo v kazenski prostor, najvišji je bil Škobrne. Na drugi strani je sedaj povlekel Bajc, še vedno Bajc, v obrambo se vrača Fišer, Bajc, Fišer in Gajšek, pazite na Bajca, podaja pred vrata, kjer je Bogolin. Od Bogolina uspešnejši Nejc Travnikar, ostaja 2-2. Še enkrat vse skupaj vidimo po časnem posnetku, hiter protinapad Posavja, lepo je po levi strani povlekel Bajc, dobro opazil pred vrati Bogolina, dovolj pozoren in spreten je bil Nejc Travnikar. Pirc vrača proti Kores. Kores je iskal Kramariča, dobro v obrambi Škoda. Še vedno pri žogi Škoda. Kores uspešnejši, prekršek si je privoščil Škoda. Prosti strel bo še enkrat več za goste izvedel številko 17 Kores. Znova vse skupaj lahko vidimo še enkrat. Menjava pri gostih, iz igre številko 7 Fišer, v igro pa prihaja številko 9 Andraž Kores. V 79 minuti pa vstopa igralec številko 9 Andraž Kores. Pirc je krenil, še vedno pri žogi Pirc proti Bogolinu, vmešal se je Gabršek. But s podajo na desno stran. Še vedno v posesti domači nogometaši. Škobrne je iskal Žura, out bo pripadal Posavju, izvajalec Škobrne. Ta bo izvedbo tega prepustil Bajcu. Sjajna podaja v prostor, v prepovedanem položaju pa se je znašel Korošec. Prosti strel za domače. Rezultat od 75 minute naprej 2-2. Gostje so nadoknadili zaostanek dveh zadetkov z prvega dela. Oba gola v drugem delu sta padla z 11 metrovke. Nejc Travnikar je v napadu iskal Drofenika. Veliko prostora ima sedaj Pirc. Še vedno pri žogi Pirc. Podaja na levo stran, kjer je Drnovšek. Znova Drnovšek v bloku Gajšek. Podaja proti Žuru, še vedno Žur. Uspešnejši Gajšek, izbija Gajšek, Bajc je dobro sprejel. In mirno žogo vrača proti Lokarju.
Sijajna podaja, prostor proti Bajcu, dovolj pozoren je bil na vse skupaj Gabršek, kot bo pripadel domačim. Izvajalec Žur, oster predložek Žura, out, bo pripadel domačim, nevaren predložek Žura. Iz avta bo za domače žogo igro poslal Širko 18, Škoda proti Pircu. Uspešnejši so bili gostje, Kramarič do Korošca. Še vedno Korošec, znova prostor proti Kramariču. Spreten v tem primeru je bil Škobrne, prekršek nad njim je storil Kramarič. Še enkrat vse skupaj v počasnem posnetku. Močan čvrst dvoboj z obeh strani. Nekoliko je zamudil Kramarič in nerodno v nogo zadev Škobrneta. Tekma se medtem že nadaljuje. Teče 82. minuta, rezultat pa 2-2. Nov prekršek gostujoče obrambe. Izvajalec še enkrat več, številko 16, Žur. Videli dejansko vseh teh prekinitev, ko je pri žogi Žur, je bilo nevarno. Žur se je odločil za presenečenje in za direkten strel na vrata gostujočega vratarja, brez nevarnosti za Nejca Travnikarja. Podaja proti Gajšku. V prostor se je odkril But na levi strani, ima v tem primeru veliko prostora Bajc, še vedno v posesti Bajc, nenatančen pa pri oddaji žoge proti Bogolinu. Travnikar si je privoščil napako in zadev Bogolina. Izbija Macur, out bo pripadel gostom. Podaja pred vrata, nevarno je bilo oziroma vsaj obetaven poizkus gostujoče zasedbe. Kores je dobro prebral namero domačih. Prekršek domačih, preoster je bil v tem primeru oziroma nekoliko nespreten, bi lahko rekli, pri tem posredovanju Škoda. Prosti strel za Šmarje, izvajalec pa številko 21, Tim Travnikar.
Travnikar spodaja pred kazenski prostor, najvišji so bili domači, do posesti pa še vedno gostje. Gajšek je iskal Drofenika. Korez podaja na desno stran, kjer je Gajšek, ta vrača Gabršku, visoka podaja Gabrška. Korošec strelja. Slab poizkus Korošca v tem primeru. Še enkrat več lahko vidimo vse skupaj v počasnem posnetku. Brez nevarnosti je bilo vse skupaj za domačega vratarja Ašiča. Dobro pa se je ob Korezu v tem primeru znašel Kmetič. Prekršek je storil vezist Šmarji. Izvajalec prostega strela za Posavje pa številko 17 Pirc. Oziroma slednji bo izvedbo tega prepustil Lokarju. Lokar spodajo proti Bogolinu. Mirno Nejc Travnikar, tako je z visoko podajo proti Andražu Korezu. Gajšek v prostor. Korez in Škobrne v dvoboju. Prekršek je storil Korez. Izvajalec prostega strela Škobrne. Out bo pripadel domačim, tokrat ni najbolje vse skupaj, oziroma ni najbolje izbil vratar gostov Nejc Travnikar. Gajšek, dovolj hiter čater, lepo čater. Spodajal napad proti Korošcu, slednji je storil prekršek ob Škobrnetu. Škobrne hitro proti Bajcu. Pirc, Drnovšek, vrača Škobrnetu. Znova Drnovšek, vrača proti Lokarju. Napaka sedaj Lokarja. Out za Tima Travnikarja. Ajde, Travnikar, dej. Lepo se Bogolin znašel s podajo proti Kmetiču. Na mestu obramba gostov, oster prekršek si je privoščil številko 18 Škoda. Še enkrat več Še enkrat smo lahko videli prejšnjo situacijo po časnem posnetku. Na tleh je obležal številko 11 Kramarič, ki je še enkrat več prejel močan udarec v tem dvoboju Škodo. Rumeni karton je v tem primeru prejel eden izmed članov strokovnega štaba v taboru domačih zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku. Rumeni karton v domačem strokovnem moštvu.
Prosti strel bo za Šmarje izvedel številko 17 Korez. Korez slabo tokrat ta nogometaš. Žur. Še vedno Žur, lepo Žur. Ali bo dovolj hiter Žur, iz vrat je stekel tudi Nejc Travnikar. Predložek pred vrata, s prsmi je žogo spustil Korez. Kmetič, še vedno Kmetič. Kmetič v preigravanju, slednji je storil prekršek nad kapetanom Gajškom. Prekršek Andraža Koreza v tem primeru, preoster je bil v skoku z Bajcem. Prosti strel bo na hitro izvedel Škobrnete, če že sodniški dodatek. Druga minuta sodniškega dodatka. Napako si je v tem primeru privoščil oziroma spodrsnilo je Čaterju. Srečno se je vse skupaj na koncu razpletlo za gostujoče moštvo. No, out za Šmarje, znova bo izvajalec številko 5 Gajšek. Korošec je iskal Drofenika. Travnikar ni uspel žoga zadržati v igrišču. Pirc do posesti Gajšek. Še vedno Gajšek, prebral je namero Gajška Bajc, žoga mu je vendarle odšla z igrišča in glavni sodnik je med tem odpiskal konec današnjega obračuna. Ekipi sta se razšli z neodločenih 2-2. Še enkrat si lahko v počasnih posnetkih ogledamo vse 4 zadetke na tem obračunu. Prvi gol je padel v 7. minuti oziroma v 4. minuti, ko je Bogolin z glavo premagal gostujočega vratarja. Na 2-0 pa je povišal v 32. minuti Macur. Po podaji iz kota Žura ga je žoga nekoliko srečno zadela in končala za hrbtom vratarja Nejca Travnikarja. V drugem delu pa 2 zadetka gostov, v obeh primerih je šlo za najstrožjo kazen. Tu prva 11-metrovka v 59. minuti. Dobro jo je na koncu realiziral Gajšek. Vratar domačih ni moral obraniti, nato pa v 75. minuti še druga najstrožja kazen za gostujočo zasedbo. Igra z roko Bajca in drugo 11-metrovko pa je rutinirano izvedel Drofenik in postavil končnih 2-2. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnjega obračuna. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.